Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o starših, otrocih, o psihičnem počutju in na splošno odnosih v družini. V glavnem ste vedeli, da se je samomor med mladimi, sploh med temi mladimi, ki so odraščali v času korone, močno povečal. In dejansko so se povečale tudi psihične težave, potreba po pomoči, tudi antidepresivov. V glavnem sploh generacija, ki je odraščala v času korone in dejansko ni zmogla razviti, predvsej veste. Ko si star 17 let, je čas, da žuriraš, da se povezuješ z vrstniki, in te otroci so se povezovali dejansko samo s telefonom. In dejstvo je, da tega obdobja je konec, ampak dejansko so razvili en poseben vzorec, ki je povezan z ekranom. V glavnem, zdaj, če ste vi starš, ki tole, ker moj kanal po večini gledate ženske, povprečna starost od 45 do 55 let. Se pravi, moja generacija, mame, ki imamo odraščajoče otroke in enostavno poskušamo balansirati med vsemi odnosi, ustarele starše, po drugi strani v poslu je treba preživeti in tako naprej. V glavnem, v vsakem primeru, če imate opravka z otrokom ali s kakšno osebo, ki vidite, da enostavno potrebuje majhen pomoči, vam bom danes razložila, kako pomagati taki osebi, sploh če je to vaš otrok. Prva zadeva, pejte vi sebe preverjati. Se pravi, ne drugih, ampak preverite najprej pri sebi z mišičnim testom. Zdaj to vam menda deluje, ne? In če vam mišični test ne deluje, pomeni, da ta ramenski obroč mora biti popolnoma sproščen, da lahko zaznavate svojo resnico. In če vam še ne dela mišični test in nekakor ne pridete do svoje resnice, ja, lahko vam pomagam preko osebnega svetovanja. V glavnem, kakorkoli. Dokler imam jaz kot mama v svoji duši strah pred izgubo otroka, zdaj, če jaz preverim z mišičnim testom, strah me je, da bi izgubila otroka. Nimam več, ampak računajte, da jaz sem ta strah imela tako močno vse prisoten. Strah me je glede izgube otroka, že od malega, ne vem, ta starejša hčerka se je rodila z 8 meseci, bila je cela vijolična, 2-krat popkovina okrog vratu in tako naprej, v inkubatorju. Pač vse to, moji strahovi so se avtomatično manifestirali. Jaz sem že zdavnaj počistila te moje strahove. No, zakaj vam govorim, najprej vi pri sebi počiste? Zato, ker kakorkoli mi vsi delujemo iz svojih strahov, iz svojih vzorcev, in če imam jaz ta program, strah me je izguba otroka, jaz ne bom nikdar otroku uporo, ampak bom dejansko delovala iz svoje rane. Zato je tako pomembno, da se pač najprej ukvarjam sama s sabo in s tem pomagam najbolj svoji družini, tako starelim staršem, kot mladoletnim ali pa odraščajočim otrokom. Pač ukvarjaj se s sabo. No, zdaj pa naslednja zadeva. Ko se čistijo podzavestni programi, vsak na nek način mora iti skozi nek program, skozi Feniksov proces, se pravi, na nek način staro umira in se postavlja iz tega pepela novo. Prva zadeva, moramo razumeti, da naše telo je tehnično in če mi ne podpremo našega telesa s ključnimi vitamini, minerali, enostavno ne zmoremo. Pa vam bom zdaj narisala, pa vem, da sem vam že risala, o tem je že razlagala, kako delujejo naše možganske celice. No, zdaj, če gledamo, da možganska celica je takole kot neka avtocesta, takole zgleda, noter je celično jedro, to je živec in okoli je izolacija. In ta izolacija je zelo, zelo podobna kablu, ki imam kakšnega, kabel. In zdaj, če gledamo kabel, noter je žička in okrog je izolacija. No, zdaj pa pogledamo, iz česa je ta izolacija. Reče se mielinska ovojnica. In prva zadeva je iz omega 3. Se pravi, to je prva zadeva, ki jo mi potrebujemo za naše možgane, na ta ovoj okrog možganske celice pač ovijamo, obnovimo. Omega 3 maščobna kislina jo drugače ne dobimo s hrano, premalo, tudi če jeste pogosto mastne morske ribe,
dejansko tega dobimo premalo. Zato vam res svetujem, vzemite omego 3 kot prehransko dopolnilo. Lahko jo dobite pri meni na spletni strani srečnoživljenje.si. Omega 3 plus podjetja Neolife je dejansko omega, ki ima noter 8 različnih faktorjev omega 3, ker imamo EPA, pa DPA, pa DH in tako naprej, različne maščobne kisline, ki nekatere delujejo proti holesterolu, nekatere delujejo proti vnetjem in za možgane mi potrebujemo predvsem proti vnetjem. Zato je pomembno, več kot ima omega 3 teh maščobnih kislin noter, se pravi EPA, DHA, DPA in tako naprej, več ima v sebi sestavin za vaše možgane. In po drugi strani, recimo, kdor ima pomanjkanje teh maščobnih kislin, se avtomatično zgodi, da mu možgani delujejo po svoje. Omega 3 maščobna kislina je prva, ki je potrebna za psihično stabilnost. Zakaj omega 3 podjetja Neolife? Zato, ker ima poseben postopek čiščenja težkih kovin in vemo, recimo, če uživate tunino vsak dan, tunina vsebuje omega 3, ampak tuna je preobremenjena z težkimi kovinami, živim srebrom in to se nalaga na naše možgane. Se pravi, prva je omega 3 pri dobrem psihičnem počutju. Naslednja zadeva, ki deluje na ta ovoj, je vitamin B12. B12 vitamin ga dobimo predvsem v mlečnih izdelkih, v mesu, vsej beljakovinski hrani živalskega izvora, v skuti, tudi v jajcih se nahaja vitamin B12. Tako da vitamin B12 je potreben zato, da nahranimo možgane. Poleg tega potrebujemo kalcij, spet mlečni izdelki. Tukaj govorimo o mleku, ki je mogoče prekuhano, recimo kot je pasterizirano mleko, ki ga lahko kupimo v vsaki trgovini ali pa v bistvu sveže mleko v mlekomatih. In hkrati vsebuje tudi vitamin B12 in da vse skupaj povežemo, potrebujemo C vitamin. No, jaz vam bom pokazala prehranska dopolnila, ki pomagajo pri tem, kar ima vse noter. Kaj bi jaz dala mojemu otroku v tem primeru? Šejk. Zakaj? Ker ima noter komplet vse vitamine in minerale in omega 3. Ta kombinacija skupaj, s tem, da zvečer se vzame 3 omega 3, da dobi 1000 mg omege in zvečer pol vrečke šejka, kjer so noter vsi vitamini in minerali in tudi aminokisline, ki so za obnovo, za dobro počutje, tudi aminokislina triptofan, ki je pa ključna sestavina hormona sreče in zadovoljstva. No, v glavnem je to naravni antidepresiv. To bi jaz dala mojemu otroku. Zdaj pa pojdimo naprej, kako pomagati otroku, ker vidite, da je kar naprej razdražljiv, se slabo počuti, je brez energije, ta Feniksov proces. Kot vidite, vsak od nas mora iti skozi neko obdobje, ko se nekaj v njem začne spreminjati. In takrat, ko se nekaj v njem začne spreminjati, začnejo prihajati na površja potlačena čustva, lahko iz zgodnjega otroštva, lahko iz prvih let pubertete in se potem začnejo izražati in se lahko izražajo kot tesnoba, kot nemir, nespečnost, tudi motnje hranjenja, lahko tudi kot samomorilne misli. No in kako zdaj pomagati otroku, ki gre skozi to, ali pa če ste vi skozi, da ste prišli do stopničke, ko vaša duša želi narediti korak naprej in se soočate z nekim težkim obdobjem, ko enostavno vidite, da nekaj morate pustiti za seboj in iti naprej. No, v tem primeru preverjate pri sebi zdravilno molitvijo oziroma prvo stvar z mišičnim testom vaš program. In recimo, jaz sem imela prvi tak mojo nadgradnjo pri tem 17 letih. In pri 17 letih sem imela tako poln kufer življenja, prepirov doma, slabega vzdušja, da enostavno nisem več mogla. In dejansko sem imela takrat
samomorilne misli, to je prva zadeva. Druga zadeva, imela sem motnje hranjenja. No, naša Karla mi je prišla pomagati, da se boš pokazala. V glavnem, motnje hranjenja. Dejansko sem delala tihi samomor in začela sem kaditi. Zdaj pa današnja mladina pa ni, da začne kaditi cigarete, ampak začne kaditi travo. Alkohol je normalno, da je zlorabljen. In čeprav mogoče mi starši mislimo, da to ne obstaja, ampak obstajajo trde droge. Obstajajo. In dejstvo je, da zdaj kako pomagati otroku, ko vidiš, da recimo tone, da beži pred tabo. Sigurno ne z agresijo. Zadnje cajte, 2-krat sem srečala v Sežani, je ena komuna iz Italije, kjer so v bistvu zbirajo prispevke za ljudi, ki se odločijo za zdravljenje, se pravi, ki so odvisniki od mamil. V glavnem, tudi se spomnim, ko so bile moje punce manjše, smo gledali večkrat en film o tem, pač posnetega smo imeli, o mladostniku, o fantu, ki se je pač imel prijateljico, ki je bila na mamilih in enostavno, kako ga je potem oče potegnil iz mamil ven in kako mu je pomagal skozi ta proces ozdravljenja in abstinenčne krize in tako naprej. Kar verjamem, je sigurno verjamemo to, da ko se z otrokom pogovarjamo, pa ne, da mu solimo pamet, kaj bi mogel, ampak ko se pogovarjamo o občutjih, o čustvih, smo mu lahko veliko pomoč. Prisegam na to, da bi dejansko vsak potreboval psihoterapeuta, takrat, ko ima take težave. Dejansko, da si poišče nekoga, ki mu pomaga skozi ta proces. Ker enostavno, to so težke zadeve. In če imate v vaši družini samomorilne misli, da je že nekdo naredil samomor, je to program, ki se prenaša po družinskem deblu in mogoče bi bilo pametno, da ga nekdo počisti. Statistični podatki dejansko kažejo, da je več samomorov med moškimi kot med ženskami. O tem sem pisala v knjigi, ko imajo moški hormoni žur, ker dejansko v Sloveniji samomor med moškimi je 4-krat bolj pogost kot med ženskami. Veste, to pomeni, da nekdo je v stiski, pa sploh ne opazimo, da je v stiski. Ali pa je sramotno reči, potrebujem pomoč. Zdaj pa poglejmo naprej. Prva stvar se v bistvu pokaže, težave se pokažejo kot pritisk na prsih, kot nemir, tesnoba. Se pravi, kako zdaj to tesnobo dati stran? Ena stvar je, da je obremenjena srčna čakra. Dejansko si lahko pomagate s tem, da v nasprotni smeri urinega kazalca večkrat, kot bi nabirali energijo, in jo potegnete in ovijete okrog drevesa. To je sigurno ena stvar, ki pomaga. Govorila sem z enim gospodom, ki ima v bistvu odraščajočega sina, in ta sin ima, ločeni so pač v procesu ločitve in ta otrok ima take psihične težave, da dejansko ne spi, težave ima z mišicami. Dejansko, ko sem mu pokazala, da njegovemu otroku manjka velike količine B-vitamina, ker je prav tipično za pomanjkanje B-vitamina, da je tako močno podhranjen z B-vitaminom in da bo treba nekaj narediti. Se pravi, prvo je treba dodati telesu hrano, da zmore. To je prva zadeva. Druga zadeva, vi kot starš lahko začnete za otroka izvajati zdravilno molitev dekodiranja. Se pravi, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode sinove duše, ki so povezane z njegovo tesnobo. Naj se vsi nivoji njegovega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo. In dejansko, s tem boste ogromno naredili, ker v bistvu vnašate v njegovo polje novo energijo. Tisto, kar pa vi morate na sebi narediti, je pa sigurno to, da greste
po knjigi, ko imajo čakre žur in dejansko greste od začetka. V duši nosim potrebo po bolečini, v duši nosim potrebo po pomankanju, v duši nosim potrebo po občutku manj vrednosti. In če imate vse to v svojem programu, verjemite mi, da ima to tudi vaš otrok. Tako da dejansko začnite delati na čiščenju in zdaj tukaj afirmacije, ki podprejo moč korenske čakre. Iz globin duše kreiram svojo svetlo prihodnost. Zavedam se, da mi po božanskem načrtu pripada obilje vsega dobrega na vseh ravneh. Samo moja moč, ki sem jo položila v roke drugim ljudem, se vrača nazaj k meni, v vseh smerih časa in prostora. Zavedam se, da vse, kar potrebujem, prihaja iz neskončne navzočnosti v meni. Povezana sem z obiljem vsega, kar si želim. Obiljem zdravja, obiljem ljubezni, obiljem sreče in obiljem na finančnem področju. Dovoljujem, da se obilje zgodi zdaj. Moja moč je v sočutju in pristnosti. Moja moč je v vsakem dihu, ki krepi zavedanje o tem, kdo jaz sem. Dovoljujem si vzeti čas za sebe. Spoštujem svoje telo in njegove potrebe. Ustvarjam nove vibracije na poti mojega uspeha. Ustvarjam svoje novo življenje, polno sreče, zdravja, veselja in ljubezni. Dovoljujem, da blagoslov novih priložnosti pride v moje življenje. Vem, da je dejansko vse težko, kar se dogaja na psihičnem počutju, da mnogokrat so v družini skrite zadeve za 4 stene in enostavno ne moramo govoriti o teh zadevah. Ampak, ko se dalj časa vlečejo neke težave, dajte poskusiti zdravilno moč molitve. Začnite zasipati svojo družino s pozitivno energijo in boste videli, spremembe se dogajajo. In tisto, kar mi lahko naredimo za svoje otroke, mi starši, je sigurno to, da svoj del sranja počistimo. Svoj del, ker dokler mi svojega sranja ne počistimo, toliko časa vse to prelagamo na svoje otroke. Ker korenine družinskega debla se prenašajo naprej in nekdo bo mogel počistiti. In začnite vi, zato da boste razbremenili vaše družinsko deblo. In če imate v vašem družinskem deblu neko bolezen, ki se prenaša, kaj je tisto? Recimo v moji družini je sladkorna bolezen, povezana je s trebušno slinavko. Trebušna slinavka je povezana, nemočna sem, nič se ne da spremeniti, razočaranje nad življenjem, nad vsem. In potem se utapljaš v cukru in na koncu potrebuješ sladkorno bolezen, da se na nek način ubiješ. In neka druga družina ima mogoče psihične težave, so vsi na antidepresivih. Kaj vas uči ta bolezen? Sigurno ne tega, da bodimo srečni, vse v redu. Ne, vaša družina ima program pometanja pod preprogo in je čas, da nekdo reče bob in pogleda, kaj se sploh dogaja, kaj se je dogajalo v preteklosti. Če je vaša družina povezana recimo z rakom, da vsi se vleče po družinskem deblu rak, kaj se učite skozi to bolezen? Sigurno je zanikanje čustev, ampak druga zadeva, ki je povezana s tem, da je globoka žalost in zamera, neizpuščanje zamere. In zdaj odvisno, ki je rak. Če je rak na prsih, pomeni, da preveč dajete in nič ne dobite v zameno. In glejte, obstaja stavek, to je marketinški stavek Aleša Lisca, ki govori kijot. Kaj to pomeni? Kaj imam jaz od tega? V vsakem odnosu bi se mogli vprašati, kaj imam jaz od tega? In če pridete v nekem odnosu do občutka same težave, zakaj že? Zato, da rečejo, joj, tale gospa je pa mati Tereza, koliko je dobra. Ne rabite, ker potem vse to visi na vas.
Glejte, to imam zdaj še sveže v glavi. Danes je bila pri meni na svetovanju ena gospa, ki ima res 1001 težavo, predvsem pa se ji dogajajo zlom, kar naprej ima nekaj polomljen. V glavnem, tisto, kar sem videla, je tako, da ima svojo mamo direktno na desno ramo gor pripeto in ona pravi, jaz imam tukaj bulo. Ja, zato ker sem prav mama je takole gor pripeta kot vampir, prav kot kača je pripeta na njeno žilo in se direktno napaja z njeno energijo. In njena mama pravi, vsako jutro moraš najprej poklicati mamo, da vidiš, če sem živa. In mama se direktno poveže z njeno energijo. Zadnjič je bila ena druga gospa pri meni, ki je imela mamo pripeto na peto in peta jo je tako bolela, da je komaj hodila. Poglejte, in če imate vi nekoga pripetega takole, ali pa če se vi pripenjate nekomu, vašemu otroku, kar pomislite, imate mogoče vzorec v družini na ta način, da je vam mama govorila, kako sem se matrala, ko sem te rojevala, na nek način ti si meni dolžna skrbeti za mene. Se pravi, imate vzorec odvisnosti, ne? Se pravi, imate lahko povezano s tem, jaz sem rodila moje otroke zato, da meni služijo. Jaz moram služiti svoji mami. Vete, nikomur nismo dolžni nič. Naša mama nas je rodila, ja, ampak ji nismo dolžni. Pač, mogoče se zdaj nekdo ne strinja z mano, ampak mi smo dolžni edino stvar sebi in svojim mladoletnim otrokom. Smo dolžni poskrbeti. Ker poglejte, ko greste na avion, vedno bo na začetku leta rečejo, v primeru, da je karkoli narobe in najprej nataknete sebi masko in šele potem pomagate drugemu. In tako je v življenju. Ti moraš poskrbeti za svojo energijo, da lahko pomagaš svoji družini. Kako boš pomagala bolna, nemočna, sesuta svoji družini? Samo obremenila jih boš. In nenazadnje, v službi pa točno veste, da te bojo lahko nadomestili. In kako pogosto slišim, ko rečejo, veš, v službi sem se razdala in danes namesto mene delajo 3 osebe. Moje delo opravljajo 3 ljudje. Kolikokrat to slišim? In tisti, ki imate potrebo po razdajanju, boste vedno razdali vso energijo drugim, da vam nič ne ostane. In komu ste pa, pač, za koga ste dolžni poskrbeti? Za sebe in svoje mladoletne otroke. Tako da ja, mogoče so tele moje videi usmerjeni v sebičnost. Ampak a veste, kaj je sebičnost? Sebičnost je, če pričakuješ, da bo nekdo drug poskrbel za tebe. To je sebičnost. Če ti nekomu rečeš, ne zmorem, to ni sebičnost. In s tem boste ogromno že naredili za dobro počutje v vaši družini. Pač boste jasno postavili meje. Druga stvar pa, ko vidite, da ima pa nekdo v družini, sploh vaš otrok, težave, največ boste naredili svojo dobro energijo, največ, in s tem, ko se boste pač poskrbeli za svojo energijo, hkrati boste pa potem iz te dobre volje lahko pomagali vašemu otroku. No, zdaj pa še čudežne besede, ki res pomagajo. To so pa starodavna modrost s Havajev, kako se točno reče, ne vem, honoponopono, nekaj takega, v glavnem. Žal mi je, oprosti mi, rada te imam, hvala ti. Te 4 besede boste videli, kako pomagajo. Žal mi je, da sem te ranila, pač takrat nisem zmogla drugače. Oprosti mi, rada te imam in hvala ti, ker me razumeš. Vsi se učimo, vsi smo na potovanju in verjemite mi, da ko vnašamo mir v svoje polje, ga vnašamo avtomatično tudi v polje naše družine, naših otrok. In to je tisto, kar največ lahko dobrega naredimo v svoji družini. Pač
s tem, ko vnašamo mir in dobro voljo. Zdaj bom pa šla na branje kart. Se pravi, za vse tiste, ki čutite, da potrebujete v vaši družini majčkeno več pozitivne energije, ki se soočate s Feniksovim procesom nadgradnje zavesti, ko enostavno vidite, da se nekaj spreminja, da je treba nekaj drugače narediti. Kaj vas sporoča stvarstvo? Prva karta je tale. Nadangel Rafael. Prosim te za zdravljenje, pripravljena samo zdraveti. Se pravi, prvi je Nadangel Rafael. Gremo naprej na naslednje sporočilo. Naslednje sporočilo je: angelski glas nam pomaga. Ja, življenje nam ponuja lekcije, nič ni narobe. Pejte lahkotno naprej. Lahkotnost. No, bomo zdaj še to pogledali. Bom prebrala tole lahkotnost. To je karta 81. Da vidimo prav to. Ja, življenje nam ponuja lekcije, ampak imam izbiro. Lahko se zapletem v drame življenja, lahko pa si preprosto rečem, tako pač je, in se nasmehnem. Ne dovoljujem, da mi energijo kradejo ljudje, ki so polni strahu in zamir. To je njihova drama. Tudi, ko me želijo potegniti v svojo zgodbo, sem mirna. Blagoslavljam jih z ljubeznijo in sebi dovoljujem, da grem lahkotno naprej. Sebi dovoljujem, da je moj svet miren. In še eno sporočilo. Ja, ti, ki tole poslušaš, si bitje svetlobe. Ti si bitje luči. Dovoli, da tvoje srce začne žareti v brezpogojni ljubezni. No, tede, na stran, takole. Bitje svetlobe, to je karta 55. Da vidimo. Ti, ki tole poslušaš, si nosilka luči in sprememb. Poslana si, da kot sonce svetiš ljudem. Ti si angel. In zato si vsako jutro vzemi dovolj časa, da te energije jutra napolnijo. Dovoli sebi, da svetiš z ljubeznijo. In prav to svetiš z ljubeznijo, sočutjem. Ne? Materinska energija je v sočutju, ni v agresiji. In vem, da se sem sama mama, da nazadnje pač ni enostavno, ko greš z otrokom skozi neke procese, ampak če gledaš iz sočutja, če se opravičiš za svoje napake, če lahko podpreš takrat, ko lahko podpreš, s tem največ narediš. No, pojmo zdaj naprej. Imam tukaj še sporočila, sicer čarobne morske deklice. Ko so bila moja dekleta majčkena, smo imeli čarobni samorogi, karte in pač vedno smo vlekli te karte, zaradi tega, ker so gor pozitivna sporočila. Ravno kar se vas je dotaknil Midas in vse, česar se boste lotilo, se bo spremenilo v zlato. Zlati dotik. Glejte, vi ga imate kot mama, kot oče, imate zlati dotik, ki se lahko z ljubeznijo dotaknete svoje družine. Potem naprej. Sprejmite pomoč nebes. Prosili ste za pomoč, zato se umaknite s poti in dovolite, da vam nebesa pomagajo. In tretje sporočilo. Postavite datum, ko boste imeli zabavo z enim ali več prijatelji. Veste, kaj sem jaz delala? Postavite dan, ko boste proslavljali z enim otrokom, recimo, če imate otroka. Da vam povem, da meni je pomagal, ko so bile moje hčerke meni, našemu odnosu, ko so bile v času pubertete, da sem dejansko enega otroka odpeljala na počitnice. Res je pomagalo to. Čeprav recimo se je zgodilo, da srednjo hčerko sva šli v Barcelono in je 2 dni me dala na popoln ignor in ni z mano govorila. Ampak vseeno je pomagalo. Glejte, čas, ki ga preživiš samo z enim od otrok, je nekaj neverjetnega, ker bo ostal za vekomaj. Pač čas, ki ga posvetite, ostane za vekomaj. Da vidimo, če greste ta trenutek skozi zanimivo obdobje Feniksovega preporoda vas ali pa vaše družine, kaj vam sporoča stvarstvo. 3 karte še ta prvo, da vidimo.
čas je za vaš razcvet, čas je za vašo notranjo harmonijo. Poglejte, prejšnja življenja, čistijo se prejšnja življenja. Zdaj se res čistijo prejšnja življenja. Tisto, kar moram ven priti. Glejte, če bi samo čistili to, kar je iz tega življenja, imamo dovolj. Ampak mi imamo ruzak naložen iz preteklih življenj, ker nismo čistili, ker nismo znali, kako počistiti. Ker, recimo, jaz sem videla eno moje življenje, ko sem naredila samomor, ker je bilo enostavno prehudo. In vse to prineseš v življenje in imaš potem pač ruzak, ki je poln. In če imaš občutek, da imaš težo, daj začni spuščati. Kaj imaš za spustiti? Kaj mora iti stran? Sigurno nekaj. In čas je za čas nedolžnosti. Da se umirite, da ste v miru, da slišite svoj notranji glas, da slišite vodstvo svoje duše in boste videli, vse se bo začelo spreminjati, ko boste vi v miru. In še ena sporočila. Čutim, ja, prejšnja življenja se je začelo nekaj sproščati. V redu, če se sprošča, dajmo pogledati. Čas je za bogastvo v vašem življenju. Sodba in puščavnik. Umaknite se v samoto. V redu je. Pejte po knjigah mojih, predelajte podzavestna prepričanja. Čas je, da dejansko zaključite določene zadeve in vse to je povezano z vašim notranjim bogastvom. Takole, ja, zanimivo, nekaj se je sprožil, neka energija, naj se počisti. Zdaj, kot veste, pri meni, ko gre ta energija skozi, je to tako, kot bi bilo neko kurjenje nekega balončka in naenkrat zažari, to gre čez mene. Tudi, ko delam terapijo ljudem, dejansko občutim njihove težave preko svojega telesa. In danes recimo gospo vprašam, vas boli desno oko? Je rekla, ja. In potem jaz to začnem čistiti, rekla, zdaj pa mene manj boli, zdaj bo pa vas bolelo. Se rekla, ne. Jaz to počistim. Enostavno počistim te zadeve in verjemite mi, da ko se sprošča to energijsko bombica iz enega od preteklih življenj, ja, je naporno. Ampak ne se ustrašiti, zdaj je čas, da se počistijo določene zadeve in veste, da zadnja leta je močno naporno vse skupaj, zato ker se očitno karma čisti. Nekdo mora popucati, a boste vi, a bodo vaši otroci, ampak čas je, da se določene težke zadeve prekinejo in zaključijo. Tako da uživajte, vse dobro vam želim. Jaz sem tukaj z našo Karlo, ki mi zvesto pomaga, tukaj prede na mojih kolenih. In očitno tudi ona nekaj čisti. Se vemo, da mačke čistijo energijsko polje nas zdravijo in svojo frekvenco pač vplivajo na vse okrog sebe. Tako da mi imamo 2 mucki, 2 kužka, 10 kokošk, pa enega petelina. Pa je nek 10 ribic, nekaj tanga. No, v glavnem, celo farmo. V glavnem, uživajte, vse dobro vam želim in ne pozabite. Vsaka molitev, ki jo izrečete, vpliva na energetski del okrog vas, predvsem pa v vaši družini. Res se splača delati na sebi. Uživajte.